Dober večer. Glede na to, da je danes Mihael povedal, kako zdravijo depresijo, kako zdravijo žalost, kako zdravi sodobna medicina strah, bom jaz povedala duhovno resnico, kako brez zdravil, brez psihiatrije, brez vseh teh elektrošokov in zdravil, ki škodujejo dolgoročno, pozdraviti svojo žalost, svoje bolečine in tudi svojo depresijo. Ko sem bila v svoji življenjski preizkušnji, nisem iskala pomoči v tabletih. Ne, vedela sem, da zdravila mi ne bojo odpihnila žalosti, depresije. Dobro sem to vedela. Rabila sem svoj čas. Čas, ki celi najgloblje rane, ki nam jih zadanejo drugi. Zelo sem hvaležna svojemu možu, da me je v tem obdobju varoval, me je razumel in mi dal tisti čas, ki sem ga rabila, da sem lahko pozdravila svoje rane. Ne predstavljam si, da bi takrat začela jesti depresivne, proti depresiji tablete. Danes ne bi bila tukaj pred vami, ne bi se smejala, ne bi bila aktivna in ne bi bila zdrava. Zato, dragi člani društva Belis in vsi tisti, ki boste to poslušali, imamo zdravilo brez stranskih učinkov. In to brezplačno. Zdravilo, ki res pomaga, ki nam odjemlje naše najgloblje žalosti in nas resnično popelje v razumevanje, zakaj se je določena stvar sploh zgodila. Kako bi lahko preprečili določene dogodke. Vendar človek mora biti iskren do sebe. Zelo iskren. Hvaležna sem, da sem že poznala evangelij. Poznala sem zgodbe o Jezusu, ki je živel na zemlji pred 2000 leti, ki je delal čudeže, ki je zdravljal brez kemije, brez elektrošokov, brez sodbe. Poznala sem. Vendar, ko si sam v taki situaciji, ko potrebuješ vero, ko potrebuješ sočutje od nekoga, ki namesto tebe veruje, in v tistem obdobju bilo okoli mene ogromno žalosti, sodbe, depresije in lahko sem se obrnila samo na Jezusa Kristusa. Videla sem, da vera v Jezusa ozdravlja. V evangeliju so zapisani vsi njegovi čudeži, ki jih je res veliko. Zato priporočam prav vsakomur, preberite si Janezov evangelij, pa tudi Matejev, kompletno novo zavezo.
Težko boste mogoče razumeli razodetje, ampak evangeliji po Luku, po Marku, po Janezu govorijo o tem, da je Bog zdravnik. Da nas Bog zdravi, ko se obrnemo na njega. Ko smo dovolj ponižni, da priznavamo svoje zmote, zablode in da prosimo, trkamo za nadnaravno ozdravljenje, ki se zgodi slej ko prej. Jezus Kristus je v času, ko je živel na zemlji, ni samo zdravil, celo izganjal je demone iz ljudi, obujal je mrtve, ogromno naravnih čudežev je naredil. Pomiril je vihar, nahranil je 5000 ljudi, v bistvu z 2 hlebci in z 3 ribami. Delal je res čudeže. Zakaj? Zakaj je lahko delal čudeže? Zakaj? Ker je bil ljubezen. Ker je bil zvest ljubezni. Ker je poznal Božjo voljo. Ker je prišel z misijo, da nas razsvetli, da nam pokaže, da obstaja še drugačen način zdravja, ozdravljenja in tudi duševnega. Da obstaja večno življenje, obujanje od mrtvih, da obstajajo naravni čudeži. Jezus je ozdravil gobavca. Ljudje so ga osamili, vendar Jezus se ga je dotaknil z ljubeznijo in gobavec je ozdravel. Ni naredil evtanazije. Ne. Ni ga izobčil iz svojega srca. Ne. Blagoslovil ga je z ljubeznijo. 10 gobavcev je ozdravil z ljubeznijo. Nažalost je samo en gobavec ostal zdrav, ker je bil hvaležen, ker je spoznal, zakaj je dobil gobe, zakaj je zbolel in ni grešil več, ni sodil, sprejemal je Božjo ljubezen, daroval je ljubezen, živel je po Božjih zakonih, zato je ostal zdrav. Ostali so ponovno zboleli. Ker tukaj je treba razumeti, da obstajajo Božji zakoni, ki jih je treba spoznati in tudi živeti. In če jih kršimo, pridejo težave, duševne, psihične, fizične. Zato je tako modro, da spoznavamo resnico, ker samo resnica nas osvobaja. Ne sodba, ne jeza, ne ločitev, ne zamere, ne želja po več in še več denarja in še več premoženja, še po več materialnih dobrinah. To nas ne osrečuje. Nažalost ne. V Svetem pismu piše, da bogataš zelo težko pride v Božje kraljestvo. Da lažje kamela pride skozi šivankino uho, kot bogataš v nebeško kraljestvo. Zakaj? Ker se mora vsak človek po svobodni volji odločiti. Ali da bo imel na prvem mestu ljubezen do življenja, ljubezen do bližnjih, do sebe, ali bo imel na prvem mestu materialne dobrine.
da bo imel dobro službo, dober avto, priznanje v družbi. Človek ima svobodno voljo. Jezus Kristus je v tistem obdobju, ko je deloval na zemlji, naredil res veliko čudežev. Uzdravil recimo hromega v Kafarnaumu, uzdravil je slepe može, Petrovo taščo, ki je bila vročična, je uzdravil je hromega pri kopeli v Becebi. Veliko čudežev je naredil. In njegovi čudeži so bili čudeži zaradi ljubezni. Ljubezni Jezusa do vseh nas, ki smo bili v sponah naših lastnih zmot in zablod, ki smo živeli brez Božjih zakonov. Niti jih nismo poznali, saj jaz osebno ne. Nekateri pa so jih poznali, pa jih niso izpolnjevali. In Jezus je vedno učil svoje učence in ljudi, ki so ga hoteli poslušati, modrosti. Njegova prva zapoved je bila: ljubite svojega Boga z vsem srcem, z vso dušo, z vsem telesom. In druga, ljubite bližnje kakor samega sebe. Učil je tudi, da če želite, da vas bodo ljudje spoštovali in ljubili, najprej vi ljubite te ljudi. Blagoslavljajte svoje neprijatelje. Delajte dobro tem, ki vam slabo delajo. Duhovni zakoni so zelo preprosti, ker sejemo, to žanjemo. In modrost Jezusa je zapisana v Evangeliju v Novi zavezi. Ko trkamo in prosimo in molimo, se povežemo z nadnaravno resnico. Kot da nevidno odpremo vrata in v naše misli, v našo dušo, v naše telo lahko vstopi ta milost, ta Sveti Duh, s katerim je Jezus zdravil vse svoje bližnje. In kdorkoli, karkoli dela v imenu te brezpogojne ljubezni, ima odprta vrata za to milost. In Jezus je rekel: kdor bo hodil po moji poti in delal to, kar sem jaz delal, bo delal še večje čudeže, kakor jih je on v tedanjem času delal. Ker Bog je darilo za vse nas. Bog želi, da smo mi zdravi, ne da iščemo pomoč na psihiatriji, v spovednici ali pa v samomorih, kot je nažalost v Sloveniji prevelikokrat način reševanja svojih čustvenih, duševnih, telesnih problemov. Kot imamo sonce zastonj, kakor je zrak zastonj, kakor je voda brezplačna, kakor smo drug drugemu v dar, tako je tudi ta Sveti Duh resnično darilo za vsakogar, ki želi biti zdrav, ki želi delati tisto, kar je dejansko Božja volja. Jezus je bil Božji sin, res je. Prišel je z misijo kot Božji sin, bil je dober človek, zvest Božji sin.
Ves čas je govoril ljudem, jaz delam samo to, kar je Božja volja. Bil je zvest Božji volji. Lahko bi tudi izdal Božjo voljo, vendar je ni. Ostal je zvest tudi na križu, ko so ga ljubosumni farizeji, grešni farizeji dobesedno križali, ker jih je motil v njihovem sistemu, v njihovem čakanju na jutrišnji dan, ki nikoli ne pride. Farizeji niso prenesli vseh teh čudežev ljubezni, ki jih je izvajal Jezus. Vendar jih je delal zaradi ljubezni. Ljubezni do življenja, ljubezni do Boga, ljubezni do vseh nas, ki smo imeli kakršnekoli izzive, težave. In kdorkoli se v molitvi obrne na Jezusa, verjemite mi, vsak je uslišan. Jaz osebno sem za kar nekaj ljudi že molila in prosila Jezusa in molitve so bile uslišane. Brez psihiatrije, brez raznih psihotikov. Preprosto molitev, ljubezen, prošnja in vera tistega človeka, ki je imel kakršenkoli izziv in ki se je odprl za nadnaravni čudež oziroma za nadnaravno zdravljenje. Jezus je ogromno čudežev pokazal ljudem, hodil je po vodi, bil je na eni strani obale in istočasno že na drugi strani obale. Pomiril je vihar, obudil je mrtve, izganjal je demone, imel je sočutje, ni obsojal, ampak je ljudi učil. Ni bil za sodbo, ampak za milost. Stara zaveza je polna sodbe, polna kaznovanja, polna enih pravil, medtem ko je nova zaveza eno samo pravilo. Sprejmite ljubezen, darujte ljubezen, verujte v ljubezen in ljubezen se bo množila. In vse to bi danes vam srcem predala to modrost. Rešujte svoje probleme z odpuščanji, z brezpogojno ljubeznijo. Širite ljubezen, bodite ljubezen in vaše zdravje bo odlično. Hvala lepa za vašo pozornost.